STA. Mene zanima, veliko pripomb ste imeli na to, da še ni mreže. Ta je pač v osnutku zakona o zdravstveni dejavnosti predvidena, da se oblikuje v 6 mesecih po sprejetju zakona. Ne? Minister je sicer nekaj že maja, mislim, da oziroma aprila govoril o mreži in jo predstavljajo. Pa ste tudi proti združevanju oziroma centralizaciji. Po vašem mnenju, koliko bolnišnic bi v Sloveniji moglo biti? Zdaj jih je 26. In koliko zdravstvenih domov? Konkretno. Ja, težko bi vam dala številko. Poglejte, osnova za vse zakone so normativi in standardi. Če tega nimamo, pravzaprav ne vemo, kaj so merila v posamezni inštituciji. Potem imamo klinične smernice zdravljenja. Torej, enako diagnozo moramo zdraviti na enak način v vsaki inštituciji. To so osnove, ki delajo red v zdravstvu. Zdravnike moramo ločiti, oddaljiti od vsakega naročanja. Naročanje materijala, zdravil, bilo kakšne opreme je stvar menedžmenta, je stvar najbolj, če rečem, težkih postopkov pogajanj in tako naprej. In seveda tukaj je potrebno imeti standarde, da vemo, kaj kupujemo, kako bomo to izkoristili. Danes se to dela v vsaki inštituciji na svoj način in to je nedopustno. Na primer, če vam zamenjajo kolk, vam nimajo standardov v bolnišnicah, kakšen material bodo uporabili za 80-letnika, kakšnega za 40-letnika. To je nedopustno. Torej, naša blagajna ni tako bogata in naš družbeni bruto produkt ni tako velik, da bi lahko vsakemu ne glede na starost, odredili enak material. Torej, standardi pozna ves razviti svet in standardi morajo čim prej merila priti tudi v naše zdravstvo. Koliko bolnišnic in zdravstvenih domov se na pamet ne da sklepati? Minister je poslal že marca letos vsem županom in zdravstvenim domovom analize o pokritosti zdravnikov za posamezno regijo. Mi smo ga v Slovenski ljudski stranki zaprosili, da bi nam te podatke poslal, da bi lahko sodelovali, jih analizirali in pripomogli tudi pri tem kreiranju mreže. Želeli smo to pospešiti, da bi to imeli pred tem zakonom, vendar žal minister nam je odgovoril, da bomo, ko bo zadeva zaključena, bomo dobili to v proučitev. Torej, minister zamuja. Te stvari je potrebno, zdaj pa res nekaj časa, je treba delati z 600 stopnjo, s 600 brzino in v več ekipah projektno in jih spraviti po vrstnem redu. Vizija, strategija, dolgoročni cilji, kratkoročni cilji, normativi, standardi, mreža, zakoni. Vrsta zakonov. Mogoče, če lahko podkrepim z praktičnega vidika še, na kakšne probleme se potem naleti pri izvajanju in na področju zdravstva. Sam imam 13 letih izkušenj na lokalnem nivoju in v nekem trenutku se je pač spustilo to koncesionarsko zdravstvo in občine smo bile prepuščene predvsem povsem sebi, kdaj podeliti koncesijo, kdaj ne. Na koncu minister da to soglasje in smo recimo v eni občini Krško, v kateri sem sam živel, ko smo 3 ministre zapovrstilo že, ker so se tudi hitro menjavali, spraševali, daj dobimo končno pregled na tem, da bomo vedeli, kakšni so normativi, kako lahko se tudi sami odločimo pri tej zadevi. Nikoli tega nismo dobili, smo šli potem z nekimi svojimi merili na občinski svet, dogovorili tam za zdravstveno dome, imeli debato z temi, ki so bili interesenti za koncesionarje, da smo dogovorili, ne vem, da splošni zdravniki do polovice maksimalno smemo iti, pri zobozdravnikih lahko nekaj čez, tam, kjer bo že specialistov, ne može človeka razdeliti, da smo ohranili v zdravstvenem domu, od tu naprej nobenih napotkov strani zdravstva, kako urediti za primer dežurstva, da smo potem praktično morali sami kreirati ta pravila, jih v tistem krogu tudi doreči in na nek način spostaviti normalne stvari. Drug primeri recimo so, ne vem, že večkrat omenjeni pogledi na število porodnišnic, na primer to, kar izbije skoraj v vsakem mandatu. Tudi tu bi bilo potrebno najbolj dogovoriti neka merila, kriterije, hkrati pa s tem tudi to, kar je želela gospa Franca jasno opredeliti, če imamo neko bolnišnico, v kateri bi, ne vem, na osnovi vseh teh dogovorov bila ocena, da bo, ne vem, v nekaj letih
tam ne bo več porodnišnice, da pa strateško ugotovimo, katere zdravstva je pa tam možno razvijati. In da je dejansko ta pogled za to mrežo, ki bi imela hkrati pa te cilje, da ne bomo zdaj, tukaj smo tudi na nek način očitamo te zgodbi, šli zopet tako, kot se gre, ne vem, pri davčnem uradu, tu jih umaknemo, pa ne ljudje se vozijo na mesto, da je bilo izpostavljeno. Tako da v tem delu pogrešamo ta celovit pogled in pa jasno debato in pa hkrati s tem, za razliko od tega, kar se je, ne vem, v zdravstvu zgodil, pardon, v izobraževanju zgodil, da smo, ne vem, da je stroka določila neke normative, ne vem, za 9-letko, ki jih še danes, pa bi ne bili 2-3 zaključili, pa jih še danes finančno ne zmore javni sektor, da je ob tem nastajanju te mreže normativov tudi realen, praktičen izračun, kaj lahko pa zdravstvena blagajna danes drži iz vseh teh virov, ki so pač na razpolago za to dejavnost. In v tem delu mislim, da bi morala biti ena širša in pa jasna, transparentna debata in pa naprej postavljene te zadeve, da vemo približno, kakšno bo to zdravstvo in da okoli tega dosežemo ta konsens, ne pa da se zgolj upošteva neke skupine, ki se pač na tem področju bolj glasno pojavljajo, ali je to, ne vem, zastopniki javnega zdravstva, zdravnikov, medicinske sestre in podobno. Pozabimo pa na to, da bi morali državljanke in državljani kot bolniki imeti to uslugo čim bolje sistemsko urejeno. Saj moje vprašanje je izhajalo iz tega, zaradi tega, ker se govori se o tem, da takšna razporeditev, kakor jo imamo danes, 26 bolnišnic po celi državi, in nobena ni, mislim, nekatere so specializirane, večina pa ne, da je v bistvu potratno, no? In da bi se pač z združevanjem oziroma povezovanjem, ne, da bi se lahko specializirale bolnišnice in bi bil sistem veliko bolj vzdržnejši. Ampak na koncu se pa nihče noče odpovedati pač svojim bolnišnicam in vsem specialistom v tistih bolnišnicah, ne. V bistvu je en razkorak nad tem, da vemo, kaj bi pač moglo biti, ne. Po drugi strani je pa težko se komorkoli odpovedati, če ne. Ja, samo še en stavek. Največji problem pa je, da in to se opažam pri takih reformah vedno, poenostavljeno porežemo tisto, kar se da na nek način na prste zračunati ekonomsko in učinkovito. V tem delu, kot sem že govoril, če bi bil nek strateški pogled, ne vem, se vrača zopet, da bo neka porodnišnica v perspektivi 2-3 let zaradi številk kazalcev, kateri bodo rekli, pač ukinjena, dajmo ta čas pa razviti, kje bodo pa oni najboljši. Najbolj se pa strinjamo, da, ne vem, bolnišnice iz Slovenj Gradca ne moš ali pa ne vem kje ukinjati in da bi v tisti prvi splošni del in pa da se vsakdo v nekaj še tudi dodatno specializira. V tem pogledu ni tako enostavno ta pogled samo seljenje, ne vem, specialistov v bolnico zopet in podobno. In pa to, kar tudi gospod Franca opozarja na demografijo, ki nas kliče po tem, da bomo poskušali s preventivo čim več narediti, da bo na koncu pa tisti, ki bodo za tiste najboljše posege potrebni čim manj in da bodo spremnosti pa s tem zaščiteni. Jaz bi tukaj dodala, da ko bomo državljani organizirani preko raznih, če rečem, civilnih iniciativ in združenj, bili bolj glasni in dali večji poudarek varnosti v zdravstvu in kakovosti v zdravstvu, tudi to, kar ste omenila, porodnišnice, ko bomo mi rekli, ja, naj bodo vsi porodi v Postojni, ker ima tak standard, ker ima takšno 10-letno prakso, ker ima takšne uspehe, ker so prijazni mladim mamicam in tako naprej. Ko bomo mi to doumeli, da je bolje iti roditi v Postojno kot v Izolo ali pa, ne vem, v Kranj, namesto Jesenice, potem se bo začelo premikati. Ko bodo o tem odločala samo stroka, se bodo težko dogovorili. Zelo težko. Povedala bi vam še en droben primer iz prakse, koliko je še rezerv v zdravstvu. Res droben primer, to čisto tako. Torej, ko dobi pacient, ko dobi bolnik, na primer naročilnico za očesne pripomočke, za trde leče določenega tipa, je standard zavoda, torej Fakinov standard, za vsako lečo lahko dobi povrnjenih 55 €. Naši bolniki so tako pridni, tako vestni, da grejo s to naročilnico v Zagreb. Naročijo lahko seveda po internetu, plačajo poštnino ali pa imajo še stroške in pri njih staneta obe leči 60 €. Pri nas pa dobi povrnjeno 110. Pomeni, kje so rezerve? In vprašanje je, kako lahko dobavitelj z
enako kakovostjo lahko prodajajo to po 60 evrov, pri nas pa vemo, da so veliko več, je samo za eno standard določen 55 evrov. To je čisto drobcen pogled, kje vse moramo pogledati za varčevati. Kritični ste bili tudi v segmentu, da ne pokriva ta zakon financiranja. Ne? V bistvu vse financiranje pokriva zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Ne? Zdaj me zanima, v bistvu, kaj pričakujete od tega zakona, pa kako vi vidite dopolnilno zdravstveno zavarovanje v prihodnje? Torej, minister je napovedal, da bo ta zakon tudi prišel kmalu v obravnavo, če se ne motim, je napovedal konec leta in seveda pokriva financiranje. Kot sem že rekla, velikih sprememb na področju novih prihodkov ni videti, to smo že imeli v obravnavi. Kar se tiče dopolnilnih zdravstvenih zavarovalnic, je zadeva taka, da teh 400 milijonov evrov letno, ki prispevajo za financiranje storitev, ki so krite v obveznem zdravstvenem zavarovanju, je veliko. Ta procent je velik in težko je najti drugi vir, ki bo to nadomestil brez, če rečem, večjih posegov ali v povišanje prispevne stopnje ali v neko davščino. Gotovo pa je potrebna sprememba. Same zavarovalnice preko zavarovalnega združenja so podale že kar nekaj predlogov, da bi se košarica pravic določila na način, katere storitve so 100% krite iz obveznega zavarovanja in katere pravice bi bile iz tega izločene in za te bi se oblikovali posebni paketi, vendar pod okriljem obveznega zavarovanja. Pomeni zdraviliško zdravljenje, nenujni reševalni prevozi, zobozdravstvene storitve, ki so že itak malo krite, bi bile iz tega ločene in bi potem se zavarovali ločeno. To je sedaj, kar je poznanega preko zavarovalnega združenja. Seveda, ko bo zakon prišel v razpravo, bodo o tem javne razprave in bodo zavarovalnice predstavile svoje videnje sprememb na dopolnilnem zavarovanju. No, ta nova ureditev ne bi seveda tudi bila v smeri večjega nadzora, tako piše v teh dokumentih pri zavarovalnem združenju, tako na področju samih premij, kot na področju izvajanja zavarovanja. Pa potem ste za ukinitev dopolnilnega ali ne? Torej, to ni ukinitev, ne? To gre za preoblikovanje. Ja, mislim, za vključitev pod obvezno zdravstveno zavarovanje. Glejte, ko bo prišel zakon v razpravo, bomo v strokovno-operativnem odboru zdravstva pri naši stranki se temeljito s tem seznanili, pogledali vse dimenzije prednosti in slabosti za bolnike, ki jim to dopolnilno zavarovanje koristi in seveda pogledali bomo tudi vidik in smo ga že pogledali obremenitev, kajti ta premija 28 ali pa 30 evrov je za nekatere že presegla nivo, za upokojence gotovo. Nekdo, ki ima pokojnine 400 evrov ali 250 evrov, torej tiste minimalne, je ta premija za njih preveliko breme. Za tiste pa, ki imajo, če gledam dohodninsko plat, velike dohodke, razne kapitalske prihodke in tako naprej, ta premija ne pomeni nič. In tukaj je pravičnost, načelo pravičnosti seveda ni vkomponirano in na tem delu bojo potrebne spremembe. Torej, tisti, ko imajo večje prihodke, bojo morali po naših ocenah več prispevati za to. Najbolj šibki, starejši, seveda pa manj. Ta solidarnost mora biti v zdravstvu in na dopolnilni premiji danes te solidarnosti ni. Res starejši v razmerju do mlajših letno porabijo, če rečem na glavo, 5-krat, 6-krat več. Ne? Mlad človek malo hodi zdravniku in to na prve preglede, ker je cena 5 evrov. Torej, prvi pregledi pri osebnem zdravniku so z dopolnilnega zavarovanja se krijejo 3 evre, 5 evrov, to so zelo majhni zneski. Medtem ko starejši, njihovi stroški so 5-krat, 6-krat, tudi 8-krat večji. Pričakujemo pa tudi seveda z drugimi projekti ministrstva, kot je zapis zdravil na kartico zdravstvenega zavarovanja. Ta projekt naj bi bil po mojih informacijah moral biti letos zaključen. Pričakujemo, da bo prinesel take učinke, kot je prinesel na primer v drugih državah Evropske unije. Veliko zmanjšanje porabe zdravil in seveda velik učinek na to, da bodo v lekarnah preverjali kontradiktornost posameznih zdravil in ukrepali in seveda ne izdajali zdravila tam, ko bodo že videli, da
so si med seboj nasprotujoča, da škodijo, da so lahko celo nevarna in tudi same količine bodo bolj kontrolirane. To so prakse iz drugih držav in jaz pričakujem, da bom, mislim, tukaj moramo malo povprašati, kako je s temi projekti na ministrstvu, ker to so vidiki, ki prinesejo prihranke v to blagajno, ki je prazno. Stroški zdravil so to veliki. Lahko? Še kakšno zdravstveno